Dobro jutro. Dobro jutro. To je bila zdaj Katja, pa to je bila Ana, pa to je bil Medvar, moj ime je Bor, ampak z nami je, dame in gospodje, Kevin Zage. Dobro jutro. Dobro jutro vsem. Što je ta? To je ta nekoliko zaspani gamerski glas, ker, dame in gospodje, ali je to glas svetovnega prvaka? Ja, če ne veste, kdo je Kevin Sigi, potem pač v 2020, niste za 2020, ne? Idite nazaj. Pa v časovnem stroju pa se malo pa potem ne. Ker Kevin Sigi, dame in gospodje, je svetovni prvak v simulaciji vožnje formule. Sem tako najboljše povedal, Kevin? Rečemo samo virtualnem dirkanju. V virtualnem dirkanju. Jaz bi tu en aplauz. Svetovni prvak bilo v čem si, Bor recimo, Kevin, ne vem, če veš, je svetovni prvak v zamujanju. Samo še ni dobo diplome. Ja. Torej, da najprej to razčistimo, to virtualno dirkanje ni zdaj tak, da so se trije vsedli, pa smo razglasili zvonega prvaka, to je kar dolgoletna in resna stvar, ne? Ja, rečemo, tak 8 let profesionalno, ja, tako da začel sem pa tudi pri 9 letih. Ja, sem to ravno reči, ker moram to vprašati, ker niši ženskami bo dovoljeno, koliko si zdaj star točno Sigi? 2, 3, 21 minus 8 Tomaš je? Ne sprašuj me, ker ne znam. Skratka, ni pomembno, ker je Kevin pri 9 začel trenirati. To je zdaj zgodba za vse tiste, ki imate doma še offspringe. Bodoče svetovne prvake, pa jim prepovedujete se igrati. Zdaj mora začeti, ko je star 7 let pa pol, da bo pri 21 lahko svetovni prvak. Kevin, so tebe kdaj gnjavili zato, ker si bil bolj naklonjen igricam, kot pa recimo igri z žogo na terenu? Veš kaj pa, ja, je bilo res na začetku malo bolj, veš tisto, ko sem imel limit, koliko ur lahko špilam na dan, pa s časoma to vse pa sem bolj špilal cel dan, odkar sem šole, tako da in da isto delam, ne. Prijem domov, se vsedem za računalnik, špilam do večera in spat. Ja, to je pač, to so klasično mladostniško življenje. Ne, veš, gled, Kevin Tomaš ne razume, ne, da biti gamer ni nekaj, kar počneš v prostem času, to je način življenja, ampak nekaterim pa se to lahko obrne v posel. Tako da, Kevin, moram to vprašati, je možno od tega že živeti počasi, če si svetovni prvak? V mojem primeru bi lahko rekel, ja, zaradi tega, ker sem v taki zelo znani ekipi tudi, pa ker tekmujem v tekmovanjih, ko imajo ful visoke nagrade, reč pa 10,000 evrov nagrada za prvaka, tako da če si na visokem nivoju, pa če si v najvišji ekipi, to se že lahko zgodi, ja. Torej, e-šport, ki je panoga, ki je počasi že zelo mnogo na olimpijadi, že zavzema potem različne discipline in nagrade so zelo raznolike. Recimo vemo, da pri League of Legends je, pa pri Doti so torej milijone, ne? Ja, pri nas ni tako do visokih nagrad še, ampak gledamo tako, včasih so materialne dobrine, včasih je denarna nagrada, včasih pa tudi kako testiranje z pravim dirkalnikom, tako da to kar stane, ne, če tako gledamo, ne. No, o tem več v nadaljevanju, ker Kevin sistem, da je zmagal v simulaciji, prislužil dirkanje v pravem. Ok, torej v nadaljevanju, zdaj pa me že začelo zelo zanimati. Ker ali dobiš dovolj za Hofera ali pa pravo formulo. Danes je z nami torej svetovni prvak Bor, da ne predme kdo za kolje v e-športu, torej virtualna formula, ali kak imamo? Ja, zakaj bi ja špekuliramo? Z nami je Mariborčan Kevin Sigi, svetovni prvak, ki sam najboljše ve, da se tem reče virtualno dirkanje, ne? Zigi, kadarkoli me popravi, zato ker je nič ni hujšega, kot če ljudje ti pacajo dosežke, ne? Zdaj si prav rekel, vse je vredo. Ok, štima, ne? Dobro, ok, Kevin, prej si omenjal pravo formulo kot nagrado za kaj točno? Torej, če zdaj razumemo svetovni prvak, v virtualnem dirkanju za nagrado lahko vozi pravo formulo, e-formulo, ne? Ja, tako je, ja. Prava formula je druga generacija, torej ta najnovejša, kjer vozijo. No, tudi druga generacija, ker gre, ne? Koliko taka formula potegne?
250 kW v kvalifikacijah ima, to pa ne vem, koliko konja je, tako da bo treba malo pogooglati že pri meni. Po moje to gre več kot 70, ne? Na uro. Tu nekaj malo več kot 70 bi rekel, ja. Kakih 240 mislim, da pride, če se motim. Dovolj dobro, ja. Dovolj, da če te iz ovinka ven odnese, da imaš problem. Ker to je recimo razlika pri igricah pa pri realnosti, ne? Ko je game over, ne? Potem pač starta še enkrat, ne? Če te pa ven z ovinka vrže, pa ni tak, ne? Tako da, Kevin, kak si ti počutiš, preden boš v pravo vsedo se? Ja. Malo bolj tak intimidating je. Je, ne? Ko bom prišel tja, sem ko bo tresel malo bolj, ker je seveda formula, avto, pa ker bom mislim vozil na taki progi, ko ima stena na levi strani in stena na desni strani, tako da ja, taki avto bi ne rad razbil, ne. Pa dobro, razbiti avto še je najmanj, ne, ker se tukaj zamenimo. Sebe je treba ohraniti. Ja, no. In taka formula za razlika od virtualne je tudi bolj hrupna, ne? To tak glih ne. Aha, a ja ne, ker je električna. Ja. Seveda, ja. Ajde, no, samo piskati v uhah konstantno, te pa je že malo tečno včasih. Aha, okej. Kdaj pa točno se boš sedel v to pravo formulo? To pa še točno ne vem, nisem še dobil nobenih informacij, pa da jaz zbiram progo, tako da odvisno kdaj čez vikend imajo tekmovanje, takrat bom mogoče tam. Nisem 100%. Dobro, ampak karijera pa nameravaš nadaljevati v virtualni formuli, ali to pomeni zdaj, da te bo tam McLaren že počasi snubo? Ali se boš prestavil, ja? Veš kaj, to sem že hotel kar dosti let nazaj, preiti iz virtualnega v pravo dirkanje. Ampak če to ne bo šlo, seveda lahko ostanem sim racing, ker se je že opazilo, da lahko s tem že služim, pa da če normalno živim, pa tudi uživam. Koliko pa je, Kevin, tu ene podobnosti med to virtualno pa pravo, recimo? Zdaj vem, da še nisi peljal tiste prave glasne, ampak kaj misliš? Nekaj ti koristi verjetno že, ne, da si bil auf zelo dolgo. Ja, lahko rečem, ker sem že tudi druge dirkalnike vozil in odvisno tudi od simulacije, kak je nareta, torej naprimer Assetto Corsa je bila ena izmed simulacij, ki je bila ful podobna pravi formuli, ki sem jo vozil in edino, kaj nisem mogel primerjati, je seveda G-Forces, ko so. Ja, logično. Ker ko veš v ovinek, te nekam vleče, te pa nimaš istega občutka na volanu in se moraš samo tega navaditi, pola manj. Drugače pa dosti stvari je podobnih in sem se ful dosti naučil. Veš, obrniti volan v levo, greš v levo, ne. Ja. To sem se seveda naučil, ne, odkar sem bil 9. Ja, razumem. Ker ena moja izkušnja, Kevin, iz vojske je ta, da ko so mi na laserskem trenažerju streljali, sem jaz bil vrhunski top 5, ko smo pa šli na teren, ne, pa smo dali prave naboje, pa sem bil vrhunskih zadnjih 5. Ne. Aha, tam se je že kazalo, da se bolj za igr. Ja, zato sprašujem, ker mi je zanimivo, ker običajno gameri se bolj počutimo v virtualnem svetu udobno in nas realno ne zanima face, ti pa se mi zdi, da prav siliš v to, da bi te z ovinka bom vrlo pri pravi formuli. To sem že kar dolgo razmišljal in upam, da se zgodi seveda, ker kaj češ lepšega, ko pa id v avto, se pela 300 na uro, pa te v steno vrže. Ok, da zagrnemo ta prizor z zaveso usmiljenja, bi jaz nam preprašal malo okoli, kak je, prej si omenil, da si v eni ekipi, ne? Ker to je ta zgodba, ko te ekipe kar v eni hiši skupaj živijo, pa cele dneve trenirajo, je to tako profesionalno? Ne, to je ena druga ekipa dejansko, samo to je edina ekipa, ki ima svojo hišo, kjer živijo, mislim, da je v Nemčiji, kako se spomnim. Ekipa se imenuje Coanda Simsport, ampak mi tega nimamo. Mi smo vsi doma, rečemo, in doma vadimo. Bomo pa počasi tudi imeli neki headquarters oziroma pisarna, tako da od tam bojo menedžeri in bo vse skupaj malo bolj profesionalno, drugače smo pa zdaj vsi na nek način doma, rečemo.
Ker to mi je malo hecno, zdaj nas je ta korona vse potisnila v situacijo, ko malo bolj razumemo delo doma in pri igricah sem se vedno mislil, zakaj bi te oni se v isto bajto selili, pa pomisliš, da verjetno za vrhunske uspehe moraš imeti malo vojaški pristop, da te en že zjutraj ob 6 gor vrže, pa se pol moraš špilat 20 Alo, špilat. Alo, stani se, Ken. Samo to je dober življenjski stil. Ne? Mislim, če si predstavljaš, da te zbudijo, alo, špilat moreš. Jaz nekaj vi to govorite, Kevin, imate kakšno fraj mesto za enega pripravnika? Starejšega. Ja, bi se dala najti, ja, če češ pa ti lahko malo naučim. Malo dolgo rablo. Mislim, da, glej, v nadaljevanju o tem, kaj mora gamer imeti, da vidimo, če še imam reflekse za to, do takrat pa... In o potencialni novi Borovi karieri. Do takrat pa še nekaj glasbe. Mariborčani imamo enega najboljših virtualnih dirkačev na svetu. Mariborčan Kevin Zage. Jaz bom še enkrat zaproskal, svetovni prvak. Kevin, preden... Ne. Tomaž pravi Sigi, jaz pravim Zigi. Kaj bolj prav? Kaj imamo? Oboje, prav. Oboje, ja. Vsi svet, Avstrija, Nemčija, Sigi, drugače pa Avstrijci, Nemci pa Zigi. Ja, evo, jaz valjda, ne, on je tako logično, ja. Glej, na Avstrijca vedno lahko računaš, da bo nekaj pokvaril. Kevin, naj ti samo povem, pred nadaljujemo, da bi jaz bil svetovni prvak v FIFA 2000, če bi imel čas iti pač sodelovati. Ja, to je dobro vprašanje, Kevin, si pred sim racingom igral tudi kaj drugega? Ja. Red Alert. Dejansko sem, ja. Okay. Sem pa tudi tekmoval v eni slovenski ligi, v Call of Duty Black Ops 2. Okay. Ampak to je bilo samo en turnir in sem bolj takoj nehal. Bil sem star, 10-11. Obupen sem bil, tako da pol sem reči dobil stol pa volan, pa sem reči to delal. Pa si zdaj reči svetovni prvak. Mislim, še eno se lahko vrne, zdaj Valorant je zdaj zunaj, ki je zadnja predelava tega first person shooterja. Katja, ti razumeš kaj, ali si tudi otroci poslušajo, da se boste kaj naučili? Na žalost razumem Res? stvari. Ja. Se tudi Ana razume, zato ker, Ana, kaj je tvoj špila? FIFA, Ne, ni to dina stvar, ki špila. Fortnite. Tako. No, to so to. Ker pri Fortniteu Zigi pa več ni ogabno tudi grajenje, ker to je kar nekaj. Ja, to se mi ful čudno zdi, še Meni posebej tudi. na takih Battle Royale igah. Point Battle Royale bi moglo biti samo priješ dol, vzameš pištolo, enega strelaš v glavo, pa je to. Okay. Ampak ker ti nisi agresivne narave, si potem šel v sim racing, ali kako se je to zgodilo, da si ti potem preklopil na formulo? Veš kaj je bilo, starša sta bila, oziroma sta fana tega dirkanja, te pa sem že od, mislim, 4-5 leta spremljal formulo pa dirkanje in sem bolj tega bil, kako bi rekel, privlečen na dirkanje. Pol pa, ko sem seveda pri 9 letih sprobal prvič en simulator, sem pa bil tak, zakaj pa ne bi probal še jaz imeti doma nekaj takega, ne. Ok, in te že iz prve ful dobro šlo, ali to bilo počasno uspeh, mislim? Takrat prvič, ko sem sprobal, sem bil v nekem tekmovanju, sem v top 6 prišel, sem bolj 5 končal v enem simulatorju, ko je pol, kako bi rekel, simulatorju, ko se je migal tudi, ampak se veš, ker sem bil prešoh, pa sem bil 9 let star, Bog ne da, da bi volan lahko obrnil, brez da bi mi roke razpadle, drugače pa ja, ko sem opazil pri Formuli 1 2011, ko sem vozil okrog Monte Carla, da mi je, kako bi rekel, da mi je šlo, da sem bil consistent v svojih časih, pa ker sem znal delati vse brez pomagal, sem bil tak, zakaj ne bi probal to v pravem tekmovanju, naprimer, ne. Ja, razumem. Je pa ta sim racing pravzaprav kar svet za sebe, zato ker tu moraš imeti in poseben volan, in poseben sedež, vse, ne? Zato ker jaz, ko malo gledam te tvoje sponzorje, nobeno ime mi ni pretirano znano, ne? Če bi jih moče naštel, lahko zdaj še enkrat. Ja, imamo 4 sponzorje v ekipi, so SimLab, ki proizvaja stole, pa kako bi ti mu rekel, reče se mu rig po angleško, tisto, kar ti opremo, drži, ne, vse opremo, ja. Recimo, ne. Točno to, ja. Vemo, gameri, kaj je rig, tako da. Ja.
drugi sponzor je Fil, ki ti proizvaja rokavice za voziti. Eni imajo radi rokavice, seveda, ko vozijo. Ti voziš z rokavicami ali brez? Z rokavicami, vedno. Ker pol pa imam preveč mastne roke, pa preveč masten volan. Ja. Bog se osmeli. Najbolj znan sponzor je pa Fanatec, ko pa proizvaja volane pa pedalke, tako da čez par tednov oziroma mesecev tudi pričakujem še svoj volan od njih, od sponzora. To je ono, ko si tako dobre bobnar, da naredijo palce po tebi, ne? Tomaš? Ja, ne, Tomaš tako dober bobnar, da se zmeniš, naj ti naredijo palce, pa ne rabiš toliko odplačati. Kevin Zig je danes z nami, so moderator na Radio City, svetovni prvak v sim racingu in Mariborčan. Ali je lahko možna lepša kombinacija na svetu? Ne vem, če je možno. Ne? Katja, Ana, Bor in Tomaž želimo dobro jutro. Dobro jutro. Z nami pa je tudi svetovni prvak Kevin Sigi, svetovni prvak virtualne serije Challenge v formuli. Prav zdaj že povedal, ali? Menda. Ne, še vedno narobe. Res sem vedel, da bi mogel jaz FIFO dalje špilati. Kevin, povej mi samo to. Glede na to, da nekaj časa preživiš dejansko za računalnikom, koliko je tu ene fizične priprave? Je kaj ali samo Coca-Cola, čips pa računalnik? Mislim, da bi rekel bolj drugo za mene. Za druge mogoče, da grejo ven na bicikl, za mene je pa se vstati, pa se vsesti računalnik, pa je to. Jaz nisem nikoli šel v kakšen gym, pa začel vaditi, pa trenirati, pa nekaj, ker nimamo seveda takih volanov, kot ti bi roke raztrgala, tako da. Ampak mentalno te vseeno izčrpa, ne, ali ne? Večurno igranje, ne? Mentalnost, ja, to pa moraš imeti na, kako bi rekel, res natrenirano mentaliteto. To pa je ena izmed najbolj pomembnih stvari v sim racingu. Ne glih fizična pripravljenost, ampak bolj mentalna, ker toliko stvari razmišljaš sredi tega, ko dirkaš, še posebej, če sam voziš, če ti imaš nobenega inženira, moraš se imeti v glavi, pa se razmišljati, pa seveda iti skozi kroge najhitreje. Tako da to je najbolj pomembna stvar, ki moraš imeti natrenirana. Samo malo inženirja, to tako oni, ko imajo smučke, pa imajo smuči, imajo sim racerji inženirja od zadaj, ko jim računa kote? Ja, tako smo imeli za 14-urno dirko, si vprašal, koliko cajta imam pred kako nižjo klaso avto, da naredim najhitrejši krog in ti on pove, ko vidi vse te informacije z časi, pa ko ima track map, ko lahko gleda, ki točno na progi si, tako da ti lahko vse zračuna. Kopilota, ne? V bistvu imaš ti tudi ljudi v boksu, ne? Virtualnem. Ja, isto kot v pravem dirko, ne? Nekdo ti je vuhi, nekdo ti tečnari, rečeva, in ga moraš poslušati, pa njemu tudi gnjaviti, pa ga malo preklet, če... Levo! Zigi, levo sem rekel! Še obrni, dobra linija. Ko si ti nor. Prosti, Katja. Zigi, ena stvar me pa zanima, koli e-športo nasploh, moče boš ti znal razložiti, ker jaz ne razumem najbolj ljudje v e-športu. Torej, mladi profesionalni gamerji se upokojujejo z 23, 24, 25 leti. V čem je štos? Mislim, da zaradi tega, ker ko igraš na igrice, kot na primer Call of Duty, moraš imeti ful dobre reflekse in ko že prideš do svojih 20 let, je že malo težje igrati proti tistim, ko so 16, imaš malo slabše reflekse, pa malo slabši decision making. Tako da pri tem... Tu se že pozna, pri teh letih. Pri tem se ful pozna, točno da. Sam malo... Še starejši. Kaj zdaj bi tam mislil s tem povedati, ker še vedno še špilam, pa rem v 50, da počasi, ne? Je pa res, da... Kako bi bilo, če bi proti, ne vem, igraš seveda tudi z mlajšimi. Hvala za vprašanje, Tomaž. Kevin Badini vedel, o čem govorim, ko zdaj rekel, da kako me flejmajo tudi šmrkavci, da bi mu skozi slušalko bi ga zgrabo za vrat, pa bi ga stresal. To pomeni, da te kurijo. Ne, grdo mi govorijo. Ja, okej, ne vem. Zakaj pa tega ne bi vedeli mi ostali? Ti veš, kaj je flejmanje, Katja, ali kaj? Ja, jaz nisem vedel. Vidiš? To je samo to, ker si malo starejši. Ja, no, sam Bor je še starejši, vidiš? Samo on igrice špila. Kevin,
se čujete vozniki med sabo na dirki? Ne? Seveda. Res? Če gremo skupaj v TeamSpeak, se čujemo, ampak ne zaglih vsi tekmovalci. Okay. Če bi se, bog ne daj, tebi reši kar da Ja. vrgo. Pa zato ravno, ne, ker vem, Vse kaj je to. Ko... Pravi, ti enega prehitiš, pa, pa ti on reče, Ti boš meni. v drugem ušesu pa še, alo, pazi, korner, pazi. Se dosti hujše stvari govorijo. Ja, verjamem. Sebi jih jaz tudi Ja. povedal, veš, samo ne morem zdaj. Okay, Kevin, zdaj si svetovni prvak, ob tem, da si Mariborčan, je to druga krona v življenju, kaj pa naprej? Dalje, več Ja. prvenstev, pol pa pravo dirkanje, seveda, če se dobi sponzorstvo, če se dobi denar, da lahko kako sezono odvozim, to je edini cilj, rečemo. Ko rečeš pravo dirkanje, misliš na e-formulo ali potem tudi e-formula, samo stopnica do prave formule zate? Rečemo tudi GT avti, kot so naprimer GTE, GT3, to ti bi bili full cool zavoziti, ker seveda sem že vozil GT4 avto in mi je bilo fenomenalno zavoziti, tako da ja, bilo kaj za začeti, bi bilo super. Pol pa v nadaljevanju rečemo Le Mans je najbolj realni cilj, če ne pa tudi Formula E tudi ne bi bilo slabo, ker avto mi je kar všeč za voziti, za poslušati glih ne, za voziti pa ja. Okay. Dame in gospodje, Kevin Sigi, Mariborčan, svetovni prvak, hvala za čas. Hvala. Pa vse tvoje uspehe bomo zelo podrobno spremljali in lej, nikoli ni slabo, ne? Ko se tak na veliki bleščeči tabli pojavi gori Kevin Sigi, first place, pa zraven tako daš samo vijolično piko, da se ve, odkot si. Da, lepo. Kevin, hvala ti lepa za te čudovite podatke. Zdaj, kar lušte si mi naredil, no? Se lahko naložiš, pa probaš. Ne naložil. Adijo, Kevin, hvala ti. Hvala za čas. Čau, hvala.